Tukaj imamo primer veje slive. Najprej vedno izrežemo bohotivke, enoletne poganjke, ki so zrasli v prejšnjem letu na hrbtu veje. Te vedno odstranjujemo, potem pa v bistvu vejo odvedemo na bolj položen poganjek, da odpremo svetlobo v notranjost krošnje. Takole, tukaj smo potem sprostili svetlobo, potem še tukajle odrežemo na šibko položnost, tem sproščamo svetlobo. Na hrbtu veje, kar raste, odstranimo in tako smo dobili nekje tak, kot rečemo, ribjo kost, levo, desno, predvsem poganjke. Potem pa, ko smo si odprli prostor, pa še izrežemo take močne bohotivke oziroma vodne poganjke, ki ponavadi pri slivah poženejo dostikrat in te moramo potem vse odstraniti. No, tukaj smo potem, ko smo obrezali to vejo, smo v bistvu ugotovili, da je boljše, da odvedemo na tale poganjek in s tem dejansko lepo sprostimo svetlobo v notranjost krošnje, tako da so listi tudi v notranjosti dobro osvetljeni. V primeru, da pa pride do problema bolezni ali škodljivcev, ko bomo morali škropiti, pa seveda tudi škropivo pride v notranjost krošnje in potem dejansko res učinkuje najboljše kot lahko. Tukaj imamo starejšo vejo, ki se je slabo obrasla, pognala pa je na koncu enoleten močen poganjek. Ta poganjek smo prikrajšali na tem mestu, zato ker želimo tukaj, da se malo obraste. Tukaj zadaj pa vidimo v bistvu tisto vejo, ki smo prej pravili, da smo jo odrezali na prstan, se je obrasla, to je potem že dvoletni les in tukaj je nastavljen roden les s cvetnimi brsti. Pri rodnem drevesu potem take poganjke krajšamo pri cvetnem brstu, ker na tem mestu ne bo močno raslo, ampak bo tukaj pridelk, plodovi na koncu, ki bodo pobrali vso hrano, tako da na ta način nekje tudi zmanjšujemo prebujno rast. Pri tem drevesu imamo na tem mestu vejo, ki je preveč pokončna, ker jo prejšnjo leto nismo mogli privezati navzdol, želimo jo pripogniti. To pa lahko naredimo z razpiralko. Porabimo kakšen poganjek, ki smo ga odrezali, ponavadi kakšen vodni poganjek. Takole obrežemo, malce zarežemo, potem primerno dolžino in naredimo isto na obeh straneh. Mečkano takole zarežemo, da lepše sede in potem samo vstavimo med poganjke. In smo to vejo dovolj dobro pripognili in tudi to je dovolj trdno, ni nevarnosti, da bi ta razpiralka padla ven, tudi če bo pihal veter. Včasih se nam zgodi, da imamo vejo na primernem mestu, žal pa jo, ko je bila še mlada, nismo pripognili in nam je premočna in prepokončna. V tem primeru, seveda, če jo bomo pripognili, je nevarnost, da se bo odlomila na deblu, zato naredimo drugače. Zarežemo nekaj zares v temle delu, v bližini in ko privežemo, se na tem mestu stisne, se bo zelo hitro zaraslo, poganjek oziroma veja pa je primerno položna in ne bo premočno rasla in se lepo obraščala in rodila. Seveda na koncu moramo to privezati z vrvico, ne bomo stali po drevesa, pa skozi to vejo držali.
privežemo na niže. Takole. Na tem mestu smo pred 2 leti odrezali debelejšo vejo na prstan. Iz spodnjega brsta nam je pognal poganjek, smo ga pripognili in zdaj imamo letos lepo nastavljene cvetne brste. V vrhu najprej odstranimo premočne veje, kot je tale. Odrežemo na princip prstana, se pravi zgoraj do osnove, spodaj pustimo, da kakšen speči brst pozneje odžene. Potem pa v vrhu anteno, ki raste na vrhu, tukaj smo lansko leto krajšali, enoletni poganjek, v tem delu nam je pognal nekaj kratkih brstik z cvetnimi brsti in 2 močna vrha, voditeljco in pa voditeljco. Pa voditeljico odstranimo zopet na prstan in v tem primeru, ker želimo še malo obraščanja, vrh prikrajšamo. V primeru, da je to drevo že končna višina, potem te voditeljice ne prikrajšujemo, ampak jo pustimo takšno, kot je, da ne raste premočno. Te poganjke takole še potem pripognemo, rabimo nekaj vrvice. Zavežemo tako, da se zanka ne zategne in potem privežemo na eno nižjo vejo. V vrhu kar v vodoraben položaj. Tudi če je malo močnejša, paziti moramo edino to, da se nam ne odlomi. Če se to zgodi, potem samo tisto rano zamažemo. Tako da jo spravimo v vodoraven položaj. V tem primeru, ker je ta predolga in imamo tukaj primerno položno šibkejšo vejo, še odrežemo, da jo nekaj umirimo. Ravno tako naredimo potem na tej strani, ta je navpična. Tukaj smo lansko leto ta poganjek pripognili, kar pod starejšega. V letošnjem letu nam je lepo nastavil cvetne brste in ga v bistvu samo pustimo in še to premočno izrežemo ven. Takole odvedemo na položen poganjek. V tem primeru ta, ker je enako močna, bi jo tudi morali v bistvu odrezati. Vse premočne veje lansko leto je bila primerna enoletna, kot je tale tukaj, vendar, ker jo nismo pripognili, je ratala premočna, zato jo moramo odstraniti. Tole pa tako, ko smo lansko leto naredili, to naredimo zato. Ta bo rodila, jo bomo lahko drugo leto odstranili ali pa prikrajšali, ta nam bo pa nastavila nove cvetne brste za naslednje leto. In pa še tole bi morali v bistvu privezati, ker je precej močna. Mogoče pa je boljša varianta v tem primeru tudi tale ven in vzamemo vrvico in rajši to enoletno privežemo na to stran. Zopet naredimo tale zanko, ki se ne zategne. Privežemo navzdolj. Takole. S tem, ko smo poganjek privezali, tudi ta je bil privezan, hrana med letom zastaja, ne odteče tako hitro v deblo in potem pozneje jeseni tudi v korenine kot rezerva za naslednje leto. Ker hrana zastaja, se nastavijo cvetni brsti, kot vidimo na tem poganjku ali pa tudi tukaj. To so lepi cvetni poganjki, kratke brstike z cvetnim brstom. To je najboljše. Tukaj bomo dobili nekaj listov, ki bodo dajali hrano točno temu plodu tukaj najbliže in potem se za transport hrane ne porablja energija. Če nam na določenem mestu, tam kjer je spet brst, ni pognala veja, potem ta brst zastane v rasti, to vidimo tukaj. In v tem primeru, če ga hočemo vzpodbuditi, ker bi na tem mestu rabili vejo, zarežemo
nad brstom nekoliko tudi v les, tako da hrana, ki prihaja navzgor po lesu, potem je velik pritisk rastnih hormonov in hrane na ta brst in pri takem lepo razvitem brstu ta brst tudi odžene. Nasproten ukrep, kot smo ga prej prikazali na jablani, odvajanje na bolj položen poganjek, je pa spodrezovanje, ki ga bomo pokazali tukaj sicer na primeru breskve, velja pa tudi za ostale sadne vrste. Ta veja se je že preveč povesila, zato jo spodrežemo na bolj pokončen poganjek in pa v tem primeru še tudi tega, ki je prenizek, spodrežemo in tako se je smer te veje dvignila, da potem svetloba pride pa v spodnjem delu v notranjost krošnje.